Spoštovani, lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali. Jaz se res najprej zahvaljujem vam medijem, ker pridete, nas poslušate in dejansko novico ponesete vam pacientam. Kajti pacienti so tisti, ki se jih na koncu zakon vse najbolj dotika, ali bodo prišli do storitve ali ne. Z 21.5.2025 je vstopil v veljavo Zakon o zdravstveni dejavnosti, katerega glavni namen je ločiti javno in zasebno zdravstvo ter ukiniti dvojne prakse. Na ta način naj bi povečali dostopnost do zdravstvene obravnave in storitve v javnem sistemu. Pa je res tako v praksi? Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da se presežek prihodkov nad odhodki, to je dobiček, tako v javnih zavodih kot pri koncesionarjih porabi za investicije v prostor, opremo, stroške, izobraževanje, plače zaposlenih. Ampak glej ga zlomka, vedno mora iti nekaj narobe. In pri tem so očitno odločevalci, upam, da spregledali, da izvajalcem v javni mreži, zobozdravnikom, družinskim zdravnikom, patronažnim sestram, ki imajo status SP ali zasebni zdravstveni delavec, predstavlja ravno ta dobiček, dohodek, plačo. Po novem zakonu, se pravi, ko poravnajo vse račune, morajo razliko investirati nazaj v dejavnost, kar pomeni v realnosti vsakodnevno, da nimajo ničesar zase, po domače ostali so brez osnovne plače. Tako je zakon v tem trenutku napisan. In ker je zakon tako napisan, dejansko izvajanje javnih zdravstvenih storitev bo postalo nevzdržno in dobesedno s tem spodbujajo samoplačniške storitve in vračanje koncesij. Kajti, če ti nimaš mesečne plače za delo, kar je pravica vsakega, ja, potem ti ne preostane drugega, kot da greš iz sistema ven. Razmere se slabšajo in ne zato, ker ne bilo na zobozdravnikov, ampak ker enostavno nam sistem in svojo birokracijo, podcenjevanjem storitev, zdaj pa res pika na i še zakon o zdravstveni dejavnosti, kjer so nam vzeli plačo, nas dobesedno zobozdravnike izriva iz javnega sistema. Svetovna zdravstvena organizacija je iz svojo študijo pokazala, da le 10% prebivalcev Slovenije pri 80 letih ima 20 zob. Kje je tisti naš cilj, da bi vsi 80-letniki imeli vsaj 20 zob? In dejansko ta anketa kaže, če imamo kader, če imamo znanje, ja, da nekaj je z našim sistemom močno narobe. Še več, naš sistem je tak, da mi pošiljamo paciente v tujino. Če samo pogledamo graf, leta 2020 se je temu namenilo dobrih 800 000, lansko leto 2024 1,75 milijona. A res mi v Sloveniji ne znamo uporabiti svojega znanja, svojega kadra? Zelo lepo smo imeli zdaj predstavitev maksilofacialne kirurgije. Danes je tam zaposlenih 11 specialistov. V letu in pol so 3 dali odpoved. Ko vidiš te slike in se zavedaš, da se lahko to zgodi tudi tebi, prometna nesreča čez noč. In če tega kadra ne bo več, kam se bomo obrnili? Rešitev ni v tujini, kajti v tujino ne priješ tako hitro, takrat je že marsikaj izgubljenega. Kje so potem šele bolnice, bolniki, majhni otroci z rakom v ustni votlini in vse rekonstrukcije? Ženske, dojke, plastika. A si res Slovenci, ki nas je 2 milijona, lahko prvošmo
da znanje, ki se je toliko časa pridobival, ga zavržemo stran. A res ne znamo skupaj stopati in pogledati, kakšna je realnost na terenu, kaj imamo in z tega maksimalno ven potegniti dobro za vse, za paciente, kajti na koncu, kakorkoli obrnemo, vsi mi smo pacienti. V zbornici in v odboru za zobozdravstvo se zavzemamo za pravice pacientov. Pacienti si res zaslužijo kakovostno, ampak poudarek je tudi na pravočasni storitvi. Ni vedno pacient kriv, da ne more v sistem, ko ima karijes. In ko pride do nas, zob že ruvamo. Ja, naslednje sledi še implantat, v najslabšem primeru kasneje pa tudi proteza. Sistem je tisti, ki je zaprt. Sistem je tisti, ki ne uporabi vsega, kar imamo na razpolago. Zobozdravniki smo res pripravljeni in podajamo roko Vladi, Ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Usedimo se in imejmo dialog, ki mora biti iskren in za populacijo v Sloveniji. Uporabimo vse znanje in kader, ki ga imamo. Kajti, če je naš kader tako dober, da od 11 maksilofacialnih kirurgov 4 predavajo v tujini, ja, res nismo slabi. Pa Slovenci smo res delovni narod. Smo pridni, delovni, študiramo. Pa to ne kažemo samo v zdravstvu, to kažemo v gospodarstvu, v športu, posod. In če znamo tam skupaj stopati, biti timski, dajmo tudi zdaj, da ne bo prepozno. Vsi vemo, ko enkrat hiša pogori, na pogorišču zelo težko zgradiš novo. To je z moje strani. Hvala. Najlepša hvala. Zobozdravnica Mojca Poličar pa je že vrnila koncesijo in je zdaj v postopku odpovedi, pa bo povedala razloge. Ja, pozdravljeni z moje strani. Veliko razlogov je v bistvu že Barbara povedala. Gre za to, da se res večina zobozdravnikov, jaz tle pač osebno tudi, čutim odnos ZZZS-ja do nas izvajalcev mačehovski, poniževalen, velikokrat omalovažujoč in ni tisto, kar bi mogel biti, da bi bili enakovredni pogodbeni partnerji. Recimo, včasih smo imeli splošni dogovor za letno financiranje, zdaj je to uredba, zato da so se izognili nekako temu, da ni več dogovor, ker nas ni kot enega partnerja pogodbenega zraven. Iz leta v let se povečujejo administrativne obremenitve, birokratske zahteve, ki so res same sebi namen. ZZZS nam nalaga zahteve, s katerimi nas velikokrat cilj k sprejemanju kompromisov, ki zelo otežujejo ali pa včasih celo onemogočajo kakovostno in strokovno delo. Včasih se nam zdi, da nam oni določajo stroko, ali pa ne sam zdi, nam kar določajo stroko. Zobozdravniki velikokrat ne vemo, pri čem smo. Tako vlada kot ZZZS sprejemajo odločitve za nazaj. In nekako ne moremo, nam ni omogočeno eno stabilno, predvidljivo izvajanje dejavnosti oskrbe pacientov. ZZZS omejuje obseg storitev v posameznem letu, kar povzroča nezadovoljstvo pacientov. Mi smo tisti, ki moramo razlagati, zakaj je tako, smo eni zavarovalniški agenti na koncu, zakaj kakšna stvar tako, zakaj ni tako. In vse to zelo škodi ugledu zobozdravnikov. In tako, če bi zelo na kratko strnili na vse te stvari, je en glaven problem to, da ima ZZZS absoluten monopol v Sloveniji.
in nad nami koncesionarji in nad vsemi zaposlenimi v zdravstvu. In jaz se velikokrat počutim, da izvajajo nad nami mobbing. Zato te stvari že veliko let trajajo, se stopnjujejo, res se slabša zadnja leta zelo intenzivno. Jaz sem dolg časa razmišljala o tem, stvari so se kopičile. Jaz sem zobozdravnica, to je moj poklic, res, to je tisto, za kar sem poklicana, ampak enkrat se moraš iz takega škodljivega odnosa odmakniti. In kaplja čez rob pri tem, da sem se res za to odločila, so bili zdaj zelo poostreni nadzori, ki jih je ZZZS začel izvajati. Prav je, da so nadzori, ampak kakšni nadzori pa so to zdaj, pa ni fair do nas. In to je bila pač ena stvar. Druga stvar so pa te nove cene, ki jih ZZZS določa, ker res po vseh izračunih imamo zdaj dokazano, da to ni ekonomsko vzdržno in da pač na ta način tudi po sistemu, ki obljubljajo brez doplačil, bo oskrba pacientov samo še slabša, čakalne dobe bojo samo še daljše. Tako da, ja, jeseni sem se odločila in v začetku leta podala odpoved koncesijske pogodbe. Mi je bilo pa zelo težko in zato je tudi toliko let trajalo vsa ta moja premišljevanja zaradi pacientov. To so moji pacienti, to so koji družinski člani. In res mi ni vseeno za te paciente, kaj bo z njim, a bojo dobili novega zobozdravnika, kdo jih bo prevzel, a bo to zdravstven dom, ki se sicer kolegice fejst trudijo, ampak nimajo takih pogojev kot jaz, ne morejo na tak način, na takem nivoju oskrbovati pacientov. In to je res ta glaven razlog, zakaj sem pa toliko časa v bistvu zavlačevala, pa sama sebe v mislih tudi mučila s tem. Ja, še zmeraj mi je težko, še zmeraj pacientom težko povem, pa če se le da, kar malo se izognem tej temi. Tako da jaz upam, da bo na koncu, da bojo vsa pogajanja, vsi pogovori uspešni, da bo za paciente na koncu dobro. To je z moje strani. Najlepša hvala. Asistentka Romana Mancej-Kristan, predstojnica zdravstvenih domov Maribor, pa bo predstavila težave v zobozdravstvu z vidika zaposlenih v javnem zavodu. Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Pogosto se pojavlja pač razlika med nami, ki delamo v javnih zavodih, med koncesionarji, kot ste obe kolegici. V resnici se tudi mi ves čas soočamo z nekimi izzivi, ki se morda razlikujejo od teh, kot jih imajo kolegi koncesionarji oziroma zasebniki. Torej, kaj je tisto, kar je največja težava v trenutnem času, da pri nas izredno težko dobimo mlade zobozdravnike oziroma se ta kader ves čas menjava. Dejstvo je, da je razlogov za to več, so številni in kompleksni in kot boste videli, marsikdaj se upadajo s tem, kar sta predstavili že tudi kolegice. Torej, tisto, kar je za poudariti na začetku, da so mladi zobozdravniki, ki pridejo, imajo v resnici zelo nizke plače. To so mladi strokovnjaki, polni znanja, želje, da bi napredovali, pa se pri nas kar kmalu soočajo z realnostjo in to je predvsem to, da nimamo neke možnosti, da bi jih v resnici kakorkoli nagradili in da trenutni sistem v resnici ne omogoča, da se nagradi tiste, kateri delajo boljše, ki delajo več in pa hkrati seveda sankcionira tiste, kateri ne dosegajo nekega standarda in pa ki ne dosegajo nekega normativa. Seveda je pa zdaj ta novi plačni sistem pripeljal do tega, da bodo ti mladi napredovali še počasneje, tako da redko kdo dočaka, da postane višji oziroma kasneje starejši zdravnik, tako
tako da nam bistveno prej že pobegnejo, kar pomeni, da spet pač čakamo na nov kader, ki bo pripravljen priti delati k nam. In seveda ti mladi imajo željo po nekem napredovanju, predvsem kar se izobraževanja tiče, in vemo, da je tudi tukaj denarja premalo, s tem, da se zobozdravstvo izredno hitro razvija, sploh v zadnjih 10 letih, in da so seveda tako sodobne naprave in materiali izredno dragi, in da si jih tudi zdravstveni domovi v resnici želimo neke modernizacije, želimo si neke digitalizacije, do česar pa pridemo v principu kasneje, kot bi si mi to v resnici želeli. Naslednja težava, katera se med nami zobozdravniki pogosto izpostavlja, so normativi. Redko kdo ve, da skozi leta, kar delamo, so se ti normativi v zobozdravstvu, sploh v odraslem, počasi postopno povečevali in so izredno težko dosegljivi. Tako da mladi zobozdravniki, ki prihajajo, kateri želijo delati natančno, dobro, zelo redko dosežejo normative. Največja težava je predvsem tem, da so storitve iz preventive in pa konzervative, katere so pomembne, da pacienti niti ne pridejo do izdrtja zob, do implantatov, najpomembnejše. Ovrednotene so zelo slabo oziroma celo preventiva na odraslem zobozdravstvu sploh ni ovrednotena. Dejstvo je, da je še vedno vse ovrednoteno po stari zeleni knjigi iz leta 1982, ko vemo, da so se v zadnjih 40 letih stvari po zobozdravstvu popolnoma spremenile, delamo druge storitve, ne opravljamo več tistih, kateri so v tej knjigi, seveda pa so, tako kot sem prej poudarila, materiali za to, da dosegamo res dobre rezultate, bistveno dražji, kot so bili včasih. Tisto, kar naši zobozdravniki zelo radi poudarjajo, pa je predvsem, da imamo vse več birokracije in pa papirologije. Tukaj so številna pravila, ki nas pri našem delu obremenjujejo, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Torej, vse slabše je za tiste, kateri delajo protetiko. Pri nas, da zavarovalnica prizna neko storitev iz protetičnega področja, morajo zobozdravniki poslati predlog na zavarovalnico, kjer morajo že vnaprej vedeti, iz kakšnega materiala bo pacientu narejeno, pa ne pogovarjamo se samo materiala, ampak mora biti določen lot sarže. Pomeni, da v našem zdravstvenem domu dela več kot 15 zobotehnikov, pomeni, da morajo naši zobozdravniki že naprej vedeti, s katerim tehnikom bodo delali, ki dela s točno določenim materialom. Pomeni, da ko je enkrat predlog potrjen, in vkolikor bo morda zamenjal oziroma zobotehnik barvo zoba, bo to pomenilo ponovno pošiljanje predloga in seveda predstavljanje pacienta in spet čakanje na odobritev tega predloga. Tisto, kar se pojavlja tudi kot velika težava, je, da morajo biti naše ambulante stalno dostopne za klice pacientov. Redko kdo ve, da v zobozdravstvu pomeni, je prisotna pri delu samo ena asistentka, katera nam asistira pri stolu, hkrati pa se mora 8 ur v delovnem času odzivati na klice, odgovarjati na elektronsko pošto in si predstavljajte, kako je nerodno, ko se vi pogovarjate kot zdravnik s pacientom, ko mu nekaj razlagate, zraven vas pa se asistentka pogovarjati po telefonu in vkolikor še česa ne ve, prekine pogovor med vami in pacientom in vas vpraša, kdaj lahko drugega pacienta naroči na neko storitev. Tako da zagotovo si želimo, da je več denarja namenjeno za administracijo, katera bo pač povečala dostopnost za naše paciente. Kar pa je najbolj ironično, da kljub vsej digitalizaciji, katera vemo, da je danes na pohodu povsod, in tudi v zobozdravstvu, da pišemo še več papirjev, kot smo jih pisali včasih, da so postavljena številna pravila in predpisi, ki od nas zahtevajo, da poročamo podatke, namesto da bi se mi ukvarjali z pacienti, zaradi česar smo tudi primarno tukaj. In kljub tej digitalizaciji so se čakalne dobe neverjetno podaljšale. Jaz sem v principu v tem zobozdravstvu že več kot 20 let, ko čakalnih dob v resnici sploh ni bilo, ko sem jaz začela. Vodili smo zelo preproste ročne čakalne knjige, pa zanimivo, da nas pacienti niso skoraj nič čakali. Na mojem področju, glede na to, da sem specialist, čakajo pacienti danes po 5 let, da pridejo sploh prvič na vrsto.
To, da se res sprašujemo, kaj je tisto, kar nam takoj podaljšuje čakalne dobe, zagotovo ni več pacientov, ampak se verjetno preveč ukvarjamo z administracijo. In kot je kolegica pred mano poudarila, nas je vedno najbolj strah inšpekcijskih nadzorov. Pa ne zaradi tega, ker delamo karkoli narobe, ampak zaradi tega, ker ni jasnih navodil. In da so izrečene kazni tudi tistim, kateri sploh ne kršijo pravila, zaradi tega, ker bi to delali namenoma, ampak zaradi tega, ker je taka zmešnjava pravil, da jih več nihče ne sledi in se jih več ne znajdemo med njimi. Kar pomeni, da je zelo važno, kdo je tisti, ki pride k tebi v nadzor, ker si tudi inšpektori razlagajo pravila različno in boš kaznovan ali pa ne, odvisno od tega, kdo pride k vam. Jaz mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da pozivamo pristojne institucije, da končno prisluhnejo tem našim težavam in da uvedejo neke nujno potrebne spremembe. Predvsem rabimo več vlaganj v kader, v izobraževanja, v sodobno opremo. Predvsem rabimo tudi pravičen in pa stimulativen sistem nagrajevanja za tiste, ki delajo boljše, ki delajo več, stabilno zakonodajo in pa jasno napisana pravila, katera nam bojo omogočila, da se posvetimo svojemu osnovnemu poklicu in to je predvsem zdravljenje pacientom, ne pa administraciji. To bi bilo z moje strani vse. Hvala. Ja, pozdravljeni. Jaz bi začel z tem, da smo se odboru za zobozdravstvo na Zdravniški zbornici na njihovo pobudo priključili v pogajanjih z ZZS-jem lansko leto decembra in da smo ves čas bili prisotni v teh pogajanjih in lahko rečem, da današnji situaciji navkljub so bili doseženi nekateri pozitivni premiki. Se pravi, kar smo tukaj zaznali je, da je vendarle do dialoga prišlo. Ta dialog je še vedno, recimo temu, precej okoren. Velikokrat smo se vračali na začetno točko, pa vendarle si upam trditi, da so določeni premiki bili doseženi. Verjetno je morda najbolj zanimiva bila seja na odboru za zdravstvo v Državnem zboru aprila, kjer je bila skupna ugotovitev vseh članov odbora, da so bele zalivke, v katerih so tekla pogajanja, pravzaprav le vrh ledene gore in da govorimo ne samo o obračunu zobozdravstvenih storitev, pa o vlogi preventive, pa o odgovornosti tudi pacientov v tem postopku, ampak da govorimo pravzaprav o celotnem zdravstvenem sistemu. Zdaj, govorimo o tem, kako ta zdravstveni sistem organizirati na način, v katerem bodo veljale nekatere zdravorazumske kategorije. Ena od teh zdravorazumskih kategorij recimo je, da noben zdravstveni sistem ne more zagotoviti zdravja zob, vkolikor za njega ne poskrbimo tudi pacienti. Potem se tukaj noter pojavljajo stvari, kot so, če že imamo sistem, ki nagrajuje zdravnika, nagrajuje, pravzaprav ga plača, to ni nagrada, za izdelavo bele zalivke, kam sodi zobozdravstveni pregled, kam sodi parodontalni pregled, kam sodi pravzaprav odstranjevanje kamna, kje tu se pravzaprav začnejo spremembe in v katero smer je potrebno iti. Da ne bom predolg, pacienti si absolutno želimo boljših zdravstvenih storitev v celotnem zdravstvenem sistemu. Lepota dentalne medicine ali pa posebnost je ta, da pravzaprav se z njim sreča čisto vsak pacient, da je to na nek način laboratorij za to, kaj se mora v celotnem zdravstvenem sistemu zgoditi. In en od preizkusnih kamnov, da pravzaprav mi skupaj govorimo o zdravnikih, pacientih, ampak tudi vsem osebju in managementu in politiki na koncu, da stvari premaknemo naprej. Statistike v Sloveniji v odnosu do večine pravzaprav evropskih držav so porazne. Količina karijesa v naših ustih, pomanjkanje zob v odrasli dobi, protetika, za protetiko Zavod za zdravstveno zavarovanje nameni približno 120 milijonov na leto, za zaščito zob, se pravi za plombe in podobno pa 60 milijonov.
pravzaprav se ukvarjamo s situacijo takrat, ko je že vse prepozno. Kaj delamo prej, kako se lotevamo teh stvari, kako se lotevamo tudi na področju drugih bolezni, je tisto veliko odprto vprašanje. Vseeno bi zaključil v pozitivnem tonu, tako kot je prišlo do dialoga, bi najprej pohvalil Odbor za zobozdravstvo in Zdravniško zbornico Slovenije, zaradi tega, ker decembra, ko se je začel ta proces, je pravzaprav, ste zobozdravniki pokazali, da držite skupaj, zbrali se vas je 400, dvorana je bila čisto polna. S tem je pravzaprav bil podeljen mandat vodstvu tega odbora, da ste lahko vstopili v ta pogajanja močni. In jaz mislim, da so premiki bili doseženi. Ampak to je šele znanilec sprememb, pogovor se mora nadaljevati, šel bo tudi v druge stroke, zaključil bi pa pravzaprav samo z eno mislijo. Lep zdrav nasmeh je naš najlepši nakit. Dajmo paziti na njega. Hvala lepa. Hvala. Zdaj čas za vaše vprašanje. Ali prosila, da se predstavite, da poveste, za koga je vprašanje? Ja, še govorim po TV. V bistvu za kogarkoli, ki lahko odgovori, kar se tiče samih koncesij in vračanja, koliko je bilo v zadnjem času vrnjenih koncesij, bodi si zaradi novele, bodi si zaradi teh cenzov za ZZS? Zbornica žal tega podatka nima, kajti koncesionarji, ki vračajo koncesije, ne sporočajo tega na zbornico iz želje, da želijo imeti mir. Dobesedno, kolegica je ena redkih, ki se je res izpostavila. Kajti, ko zobozdravnik vrne koncesijo, je vrne, ko ne more več. In želi imeti mir in se želi posvetiti pacientu. Drug faktor, ki pa ni zanemarljiv, je pa, da je odpoved od 6 mesecev do 10 mesecev. Tako da jaz vas opozarjam, realno stanje, vkolikor ne bo dialoga, v drugo leto poleti. Okvirno vemo, da jih je več kot 10. Lahko vam povem, da zdaj je več kot 800 zobozdravnikov podpisalo pismo, v katerem pozivamo k ureditvi zobozdravstva. Več kot 32 jih je podpisalo namero o vračanju koncesije, hkrati so pa kolegi, ki že vračajo po 20% upozorilno. Ampak tako kot sem rekla, 6 do 10 mesecev je odpovedni rok. Tako da trenutno tega ne občutimo. Drugo leto takle čas. Jaz močno upam, da tega ne bojo občutili pacienti, da se bomo usedeli in dogovorili. Omenili ste preventivne storitve, ki bodi se so financirane zelo slabo in celo niso financirane. Katere so te preventivne storitve, ki bi jih bilo smiselno financirati na drugačen način? Kaj bi pomenile tudi z vidika vašega področja paradontologije? Bi bilo možno zmanjšati potrebo po zahtevnejših paradontoloških zdravljenjih? Torej, absolutno je preventiva tisto, kar bi zmanjšalo ne samo parodontalne storitve, ampak tudi karies. Danes vemo, da v principu zaradi neustreznega čiščenja zob nastanejo vse bolezni na zobeh in pa ob zobnih tkivih. In da tisto, kar je najbolj enostavno in v resnici najbolj poceni za naše paciente, je, da jih v principu naučimo, kako pravilno čistiti zobe, da si vzamemo za njih čas, da jih naučimo uporabljati vse pripomočke pravilno. Dejstvo je, da gre za absolutno individualno storitev. Ta stari način skupinske preventive danes ni več tisto, kar je pravilno za pacienta, pomeni, da je vsak pacient drugačen, drugače sprejema naše znanje, drugače zna uporabljati pripomočke, kar pomeni, da si moramo za njega res vzeti nek čas. Torej, neki statistični podatki, s katerimi operirajo v Nemčiji, da res naučiš pacienta pravilno čistiti zobe, bi pomenilo v resnici približno 6 obiskov po 45 minut, da res, ko gre pacient od tebe, veš, da zna obvladovati to. Torej, vkolikor ta storitev ni ovrednotena dovolj, pomeni, da jo vsi zobozdravniki spustijo. Zakaj? Zaradi tega, ker sem prej rekla, normativi so izredno visoki, pomeni, da mora nekako manipulirati med tem, da pacientu neko znanje, hkrati pa opravi neko storitev, ki mu bo prinesla ta normativ. Kako pa v tem trenutku s čiščenjem zobnega kamna, ker ko smo spraševali, smo dobili zelo različne informacije, ali
je to danes del javnega zdravstva ali ne? V kolikšni meri je to na voljo? Je to na voljo. Edino, kar je, zato ste dobili po moje tudi različne informacije. Kaj je čiščenje kamna, kaj je neka higienska faza, ki se upravlja, tu so različne storitve. Pomeni, da čiščenje zobnega kamna je izredno slabo vrednoteno, mislim, da je po zobnem loku 3,16 točke, kar pomeni, da preko palca se pogovarjamo tam okrog 12 evrih, za kar lahko v primeru, kjer ima pacient res ogromno trdih oblog, porabimo tudi 1 uro. Tako da, menim, da so tukaj težave, da je res preventiva absolutno preslabo vrednotena in te storitve, katere bi na koncu pacientu prinesle zdravje. Mi se pogovarjamo predvsem tem, da je res kurativa potem dobro vrednotena. To pa ni v resnici, kot je povedal gospod tam, nam je želja opolnomočiti pacienta, da znajo vzdrževati dobre zobe pa obzobna tkiva. Koliko pa je to vrednoteno? Je v tem trenutku plačano to učenje zobnic? Nič točk. Pomeni, da ti pač v to nekje sproti narediš, kar ni to, kar si želimo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, Domen Anderle, TV Slovenija, mogoče za vas in predsednica Odbora za zobozdravstvo. Kaj glede tega dela, v katerem ste opozorili na problematiko ZZD in izplačevanja plač, konkretno pričakujete od Ministrstva za zdravje, od vlade, kakšne bi bile tukaj lahko po vaši oceni rešitve, da ne bi v bistvu iz tega naslova bilo še več vračanja koncesij? Mi smo dejansko vprašanje naslovili tudi na Finančno upravo Republike Slovenije, ker osebno smo bili začudeni, kako je možno, da ti zakon vzame plačo. Kar se tiče zobozdravstva, več kot 200 koncesionarjev ima status SP ali zasebni zdravstveni delavec. To se pravi, toliko jih je ostalo brez osebnega dohodka, s tem, da vse plačujejo prispevke in vlagajo v ordinacije. Kakšne so naše pričakovanja? Zamrznitev zakona in odprtje zakona, kjer se bomo o vseh stvareh lahko usedali in imeli dialog. Kajti, vkolikor se to ne bo zgodilo, nam drugega ne bo preostalo, kot da bojo koncesionarji zapustili sistem. Se pravi, takojšnja zamrznitev izvajanja zakona, dokler se anomalije, na katere smo že prej opozorili, ne odpravijo. Ni kakšne pravne bližnjice, da bi se dalo to drugače rešiti po vaši oceni? Se pravi, vseh teh 200 koncesionarjev napoveduje, ste z nekaterimi saj v stiku napoveduje vračanje koncesij, če se ne bo to popravilo? Glejte, tukaj ni vprašanje samo 200 koncesionarjev zobozdravnikov. Tukaj govorimo o celem zdravstvenem sistemu. Tukaj so patronažne sestre, ki so ravno tako na SP-jih. Tukaj so družinski zdravniki, ki so ravno koncesionarji tako na SP-jih ali pa so zasebni delavci. In brez zamere, ali bomo spet iskali nek bypass. Zakaj? Zakaj nimamo dialog in se pogovorimo? Zakaj ne zamrznemo zakon? A veste, ko hiša enkrat začne goreti, ko začnemo delati bypasse, en del jo bo pogorela. In iskanje nekih bypassov, mislim, da je pripeljalo do vsega tega, kjer smo danes. Ko samo še kaplja čez rob in se bo sistem sesul. Ni bypassa. Usedimo se in se iskreno pogovorimo za dobro pacientov. Če ni vprašanj, se vam najlepše zahvaljujem za obisk in vam seveda